Dobar dan, sem Luciano Lister, odgovorna oseba za jezikovno okence za slovensko manjšino na Uradu za socialni marketing zdravstvene ustanove. Skrajšajte prepoznavni čas in zamudo pri zdravljenju srčne kapi. Vsako leto približno 160.000 Italijanov utrpi srčni infarkt. 40.000 jih ne preživi. Več kot polovica pa jih še pred prihodom v bolnišnico, in to še zlasti v prvih 2 urah, umre zaradi nenadne srčne smrti, kajti ne prepoznajo pravočasno znakov ali pa predolgo oklevajo, preden pokličejo na pomoč. Pri srčnem napadu se škoda, povzročena na mišici, zveča iz minute v minuto. Defibrilator v rešilcu ali v bolnišnici zmanjša nevarnost srčnega zastoja in takojšen začetek terapiji lahko prekine kap. Minute so lahko bistvenega pomena v primeru srčnega infarkta. Pomembno je vedeti, kako lahko nastopi srčni infarkt in kateri so običajni prepoznavni znaki nevarnosti. Oklevanje preprečuje pravočasno ukrepanje in učinkovito zdravljenje. Prepoznavni znaki so bolečina, občutek tlačenja, boleče tesnobe in silnega nelagodja v prsnem košu, ki trajajo več minut ali pa s prekinitvami. Bolečina se lahko razširi na obe roki, ramena ali hrbet, vrat, čeljust ali pa nižje do želodca. Bolečino ali nelagodje lahko spremljajo hladno znojenje, slabost, pomanjkanje sape. Ni rečeno, da se v primeru srčne kapi vsi znaki pojavijo hkrati. Ti znaki lahko pojenjajo in pozneje znova nastopijo. Ne čakajte. Ukrepajte takoj, vsaka zamuda je lahko usodna. Če bolečina traja preko 10 minut in sumite, da bi lahko šlo za srčno kap, ne oklevajte in pokličite ali vprašajte koga, naj za vas zavrti številko 118. Ne iščite kardiologa ali svojega zdravnika, saj vam ne moreta pomagati. Ne vozite avtomobila. V primeru srčnega napada je čas vse. Če pokličite 118, si skrajšate pot v bolnišnico. Prednosti so sledeče. Takojšnja izvedba diagnoze z ehokardiogramom omogoča tudi takojšen začetek zdravljenja. V primeru srčnega zastoja na domu ali pa med prevozom lahko zgodnja defibrilacija omogoči ponovno utripanje srca. Zdravljenje v bolnišnici je veliko hitrejše, saj so zdravstveno osebje in bolnišnica za to pripravljeni. Številka 118 ni le prevozno sredstvo. Najboljši način, da preverite, ali so vaše motnje znak srčnega infarkta, je pregled strani zdravstvenega osebja enote 118. Odločitev za klic v sili ni odvisna samo od pacienta. Zanj so odgovorni tudi pacientov soprog, sorodniki in prijatelji. Ta priporočila so namenjena vsem, še zlasti pa osebam, ki so že utrpele srčni infarkt, bolnikom z angino, osebam, ki so že doživele poseg z bypassom ali angioplastični poseg, kadilcem, osebam z visokim pritiskom ali holesterolom, diabetikom. Za informacije o zdravljenju in izvajanju službe lahko telefonirate enoti za kardiologijo na številko 0433 488 390. Za informacije o kampanji za socialno komunikacijo lahko telefonirate enoti za socialni marketing na številko 0432 989 441.